Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Pred nami je drugi polčas v tekmi zadnjega 14. kroga v jesenskem delu v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Lokalni derbi spremljamo med domačo Dravinjo in pa gostujočo zasedbo iz Reč. Po prvem polčasu vodijo domači z 1-0 po zadetku v 35. minuti Kolarja, a treba je izpostaviti, da imajo od 25. minute nogometaši Dravinje igralca manj na igrišču. Rdeč karton je zaradi prekrška nad vratarjem Ravnakom, ki je na to igro tudi zaradi poškodbe moral zapustiti, prejel napadalec Brglez. Kljub vsemu bi lahko rekli povsem zaslužena prednost domačih, ki so skozi celoten prvi polčas bili boljši tekmec, imeli več od igre, bi lahko rekli, še kar nekaj lepih priložnosti, tudi vratnico je stresel Radić, tako da v bistvu so v Taboru z Reč morda lahko celo zadovoljni, da je zaostanek tako majhen. Ob začetku prvega oziroma drugega polčasa je prišlo tudi do druge zamenjave. V Taboru gostov iz igre odšel številko 11 Vinković, v igro pa je vstopil številko 7 Žiga Lipovec. Gaber, domači ta obračun igra v svojih tradicionalnih dresih zeleno-bele športne kombinacije, na drugi strani pa zrečanju pretežno modri barvi. Mirno Radić proti Čerenaku, ta je iskal Čakša, dobro postavljen oziroma dobro vse skupaj spremljal Podgrajšek. Vezjak proti Gosaku. Jančič in Ravter v dvoboju, še vedno Jančič, prekršek je storil Ravter. Hitro ga je že izvedel Jančič, takoj proti Kotniku, ta do Jelenka, Jelenko vrača Podgrajšku. Kotnik znova podajo na desno stran proti Jančiču. Napaka v tem primeru v Taboru gostov, Vezjak v prostor proti Čakšu. Čakš, Podgrajšek s podajo proti Završniku, mirno Gaber vrača Čerenaku. Ravter, Vezjak, vmešal se je Jelenko oziroma manjše težave je imel ob sprejemu Vezjak, kar je izkoristil Jelenko. Veliko prostora ima v tem primeru Lipovec na levo stran proti Založniku. Založnik strelja, dobro postavljen Volko brez večje nevarnosti za domačega vratarja. Prvi strel v tem drugem polčasu, poizkusil je Završnik, še enkrat več lahko vidimo ta poizkus tega nogometaša, mirno Volko. Lipovec je storil prekršek nad Radićem v tem primeru, prosti strel za domače nogometaše. Mirno Radić vrača Ravterju. Še vedno Ravter, po levi strani je krenil Vezjak. Čakš, z velike razdalje je sprožil Čakš, mirno Purg. Znova lahko vidimo ta poizkus Čakša, kot že rečeno, brez težav za vratarja Purga. Jančič.
Znova Jančič proti Bavrku, prekršek Ravterja. Najvišji skok v Čerenak, dobro se je znašel Radič, pravočasno izvrat Vovko. Nogometaši Dravinje so na zadnjih 5 tekmah zbrali 2 zmagi, 1 remi in 2 poraza, se pravi 7 osvojenih točk. Premagali so Podvince z 2-0 in Dravograd z 2-5, izgubili pa od Šmartnega v prejšnjem krogu z 1-2 in proti Korotanu z 1-0, remizirali pa z Zavrčom na gostovanju z 1-1. Na drugi strani imamo Zreče na zadnjih 5 tekmah 4 osvojene točke, se pravi 1 zmaga in 1 neodločen rezultat ter 3 porazi. Edino zmago so uspeli vknjižiti proti Cirkulanom v 11. krogu z 0-2, remizirali so z Rečami z 1-1, poraz pa doživeli proti Šmarju z 1-0, Dobrovcem z 1-3 in Korotanu z 3-1. Prosti strel bo za domače izvedel Gaber v prostor proti Kolarju. Iz avta, oziroma avt bo pripadel domačemu moštvu, izvajalec številko 14 Kolar, iskal je Čakša, prekršek je v tem primeru storil Jelenko. Prosti strel bo pripadel domačim, zares dober položaj za lep predložek pred vrata v tem primeru za domače moštvo. Izvajalec pa bo številko 9 Gosak. Vovko se je odločil, oziroma Gosak se je odločil za direkten strel na vrata z tega položaja, sprožil je visoko čez gol gostujočega vratarja Purga. Videčnik proti Podgrajšku, Kotnik. Še vedno pri žogi Kotnik je lepo našel v kazenskem prostoru Videčnika. Golavt medtem za domačega vratarja. Golavt bo izvedel Vovko. Jasno imajo to željeno prednost nogometaši Dravinje, a še vedno je minimalna z 1-0 od 35. minute, imajo tudi igralca manj od 25. Jasno, dokler bo prednost zgolj za en zadetek, bodo morali v fazi branjenja biti zelo, zelo pozorni. Še vedno pri žogi Lipovec proti Jelenku, dovolj hiter Jelenko. Videčnik je lepo preigral v tem primeru Kolarja, izbija Čerenak. Prekršek Jančiča, preoster je bil nad napotnikom. Prosti strel bo izvedel Čerenak. Najvišji Kotnik proti Jelenku, veliko prostora ima v zvezni vrsti Jelenko, ta se je tako odločil za podajo na levo stran, kjer je Završnik, še vedno Završnik v prostor, nobenega izmed gostujočih napadalcev ni bilo
dovolj dobro postavljenega, Vezjak v samostojni akciji, Jančič je vse skupaj razrešil in tako preprečil poizkus hitrega protinapada strani domačega moštva. Vezjak, izvajalec avta, mirno žogo vrača proti Rauterju. Rauter vrača Čerenaku, Gaber. Napotnik je našel Čakša, prekršek, za katerega bo rumen karton prejel številko 30 Kotnik. Znova lahko vidimo ta prekršek Kotnika. Na nek način bi lahko tudi rekli pametna reakcija tega centralnega branilca strani gostujoče zasedbe. Zagotovo so imeli v tem primeru kar 3 dobro postavljene nogometaše, domači nogometaši, da bi lahko nevarne zapretili na vrata Purga. Prosti strel bo kar sam izvedel številko 10 Čakš. Čakš je v kazenskem prostoru iskal Gabra. Na hitro je golaut izvedel Purg, tako je spodal na levo stran proti Videčniku. Jančič znova vrača Kotniku. Kotnik takoj spodajanja proti Podgrajšku, znova so domači više pritisnili na zadnjo vrsto Zreč. Oster prekršek Gabra, za katerega bo prijel rumen karton. Rumeni karton je domači, številka 26, Andrej Gaber. Prosti strel bo za goste izvedel številko 6 Jelenko, tretji rumeni karton za Dravinjo na tem dvoboju. Najvišji v skoku Kolar v kazenskem prostoru je padel Rauter, glavni sodnik ni videl ničesar, bi lahko rekli, medtem pa out pripada domačemu moštvu. Še enkrat več lahko vidimo prejšnji predložek Jelenka. Najvišji v skoku Kolar, tam je ob Podgrajšku padel Rauter. Gaber s podajo. Napotnik dovolj spreten proti Vezjaku. Vezjak hitrejši od Jančiča, ta bo za ta prekršek prejel rumen karton. Že tretji v tem drugem polčasu, 2 so prejeli v taboru gostov in enega v taboru domače ekipe. Še enkrat lahko vidimo, kako je v ta štart zamudil Jančič. Rumeni karton pri gosti, številka 5, Alen Jančič. Znova pa izvajalec prostega strela za domači Gosak. Gosak, Napotnik, prekršek je v kazenskem prostoru storil Čerenak. Prosti strel bo tako pripadel Zrečam. Čerenak je bil preoster nad
Kotnikom. Še enkrat več smo lahko ta prekršek domačega kapetana videli v počasnem posnetku. V tej sezoni je v Taboru Dravinje največ zadetkov, 11 dosegel Žan Ramšak, Žiga Čakš sledi s 5, 2 je dodal Blaž Brglez in po enega pa Primož Hren, Denis Vezjak, Žan Napotnik, Davorin Gosak in Aleksander Radić ter s tem današnjim tudi Kolar. Skupno so v Taboru Dravinje dosegli 24 zadetkov. Kar se pa tiče Zreč, pa najboljši strelec Jaka Brnik s 3, po 2 so dodali Kristjan Klobasa, Tilen Završnik in Žan Zupanc Terglav, po enega pa Blaž Videčnik, Anže Podkrajšek in Matej Vinkovič. Iz avta Jelenko vrača Jančiču, ta znova Jelenko v bloku Vezjak, še enkrat več Jelenko, izbija Gosak. Vezjak v samostojni akciji, bo pripadel domačim. Žogo bo igral poslal Rauter. Napotnik, še vedno pri žogi Napotnik. V tem primeru velika borba poteka na sredini igrišča. Čakš je žogo na koncu poslal z igrišča, avt bo pripadel Zrečam, katerega je na hitro izvedel Bavrk proti Jelenku, nanj pritiska Napotnik, še vedno Bavrk. Kolar proti Napotniku. Zupanc, nesporazum med Kotnikom ter Zupancom, Čakš v samostojni akciji, Čak strelja, obramba Purga. Ta na hitro na levo stran, kjer ima veliko prostora Videčnik. A še enkrat več pri Zrečah, vse skupaj poteka enostavno prepočasi, da bi lahko hitreje odigrali in si priigrali kakšno priložnost na pamet. Videčnik v kazenski prostor, kjer ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev. Še enkrat več lahko v počasnem posnetku vidimo prejšnjo situacijo oziroma prejšnjo akcijo domačega moštva, predvsem Žige Čakša, ki je zaključil z levico, a mirna reakcija na vratih Purga. Čakš znova na levo stran, lepo proti Vezjaku. Še vedno Vezjak vrača proti Čakšu. Čakš s predložkom proti Napotniku. Nekoliko nenatančna prodaja proti temu nogometašu. Purg znova na levo stran proti Videčniku. Podkrajšek, Kotnik. Poizkus z velike razdalje med tem strani gostujoče zasedbe, pri kateri bo med tem prišlo tudi do tretje zamenjave. Iz igre odhaja številko 16 Bavrk.
V igro pa je prišel številko 33 Žiga Kalšek. Jančič je iskal Brdnika, dobro se je znašel v tem primeru. Izmed gostujočih nogometašev pri žogi. Videčnik Jelenko prostor proti Zupancu. Dobro je odreagiral v obrambi Čerenak. Čakš višji od Videčnika, izbija Podgrajšek, na koncu out za domače nogometaše. Na hitro je prosti strel izvedel Videčnik, Lipovec, še vedno Lipovec, na desno stran proti Kalšku. Završnik, uspešnejši Vezjak, na levi strani je veliko prostora osvojil Vezjak. Vezjak je spodal prostor, iskal Čakša, ta ni stekel, zahteval prekršek strani enega izmed gostujočih branilcev. Videčnik, Mirno Lipovec vrača svojemu vratarju Purgu. Purg na kratko proti Jančiču. Po prejšnji zamenjavi, ko je iz igre odšel Bavrk, je prišlo do nekaj spremembe na igralskih položajih v taboru Zreč. Kotnik se je preselil na sredino igrišča, Kalšek na desno stran na bočni položaj, na položaj centralnega branilca pa je odšel Jančič. Podgrajšek dovolj dobro spoda na desno stran proti Kotniku. Zupanc. Napotnik mirno vrača proti Kolarju. Vovko z visoko podajo napad, kjer ni nobenega izmed domačih nogometašev. Znova so v tem drugem polčasu Dravinčani hitro zapravili posest. Kotnik. Bi lahko rekli, da v taboru Dravinje zelo dobro stojijo v fazi branjenja, imajo prednost 1-0 in igralca manj od 25 minute. Gaber dovolj spreten, še vedno Gaber. Napotnik mirno vrača proti Kolarju. Jelenko spodaja na levo stran, kjer je Lipovec. Lipovec proti oddaljenejši vratnici, kjer je podajo lepo sprejel Završnik. Z obrambo se je izkazal Vovko, prvi udarec iz kota v drugem polčasu za Zreče, 5. skupno. Še enkrat več lahko ta poizkus Završnika vidimo po časnem posnetku. Dobra podaja strani Lipovca, na to pa obramba domačega vratarja, kot bo izvedel Kalšek. Kalšek višji od domačega vratarja je bil v tem primeru Videčnik. Vendarle gol out na koncu za Vovka. Tokrat domači vratar morda ni najbolje ocenil leta te žoge. Kar se pa tiče v tem prvenstvu, do tega 14. kroga je največ zadetkov dosegel nogometaš Dravograda Peter Kogelnik, 14, z 11 sledi Žan Ramšak, nogometaš Dravinje, 9 jih je dosegel Bračko iz Bistrice, 8 Podbrežnik Dobrovce, Štumberger in Bajraj, prav tako po 8 Štumberger, nogometaš Zavrča, Bajraj pa Slovenske Bistrice. Do tega kroga je bilo odigranih 90 tekem, videli smo 39 zmag domačih in pa
32 zmag gostov ter še 19 neodločenih rezultatov. Doseženih je bilo 297 zadetkov, 164 proti 133 je v prid domačih moštev. Vse skupaj, če pogledamo, pa je to 3,3 zadetka na tekmo. Dosojenih je bilo 34 11 metrov, doseženih tudi 10 avtogolov. Prosti strel za domače bo med tem izvedel Gaber. Najvišji skok v tem primeru Videčnik, dobro se znašel Lipovec. Zupanc, težave Zupanca, Kotnik in Napotnik v dvoboju, prekršek je storil Kotnik, prosti strel bo pripadel Dravinji, teče 72. minuta tega dvoboja, še vedno minimalna prednost domačih z 1-0 od 35. minute, ko je svoj prvi zadetek v tej sezoni dosegel Kolar. Napotnik izbija Jančič. Lipovec mirno proti Podgrajšku, ta na desno stran, kjer ima veliko prostora Kalšek. Dovolj spreten Kalšek v tem primeru. Prekršek nad Gosakom v tem primeru. Prosti strel znova za Dravinjo. Še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Gosak je nekoliko burno odreagiral na celotno situacijo in kot se kaže nekoliko nerodno zadev Kotnika. Prosti strel za Dravinčane pa prvotno še opozorilo strani glavnega sodnika Gosaku zaradi nešportne reakcije ob koncu prekrška. Prosti strel bo izvedel Rauter. Rauter je lepo videl, kako je v prostoru tekel Vezjak, dovolj pozoren Jančič. Žoga znova ostaja v posesti domačega moštva, tokrat out izvajalec Čakš. Čakš proti Gosaku. Gaber uspešnejši od Lipovca, Gaber z velike razdalje, Gaber brez nevarnosti za vratarja Purga. Znova lahko vidimo ta strel Gabra v počasnem posnetku, prvotno spretnejši od Lipovca, nato pa nenatančen strel z velike razdalje, brez nevarnosti, kot že rečeno, za gostujočega vratarja. Kalšek mirno vrača proti Jančiču. Podgrajšek s podajo na levo stran proti Videčniku. Videčnik je v zvezni vrsti našel Kotnika, Kotnik je iskal Zupanca, dovolj pozoren Čerenak. Mirno Podgrajšek. Podgrajšek na desno stran, kjer je Kalšek. Kalšek vrača Jančiču, znova Podgrajšek. Videčnik, Jelenko. Jančič je iskal Završnika, na levi strani pa ima veliko prostora, oziroma je imel veliko prostora Čakš, lepo proti Vezjaku, ta je z vojno podajo znova iskal Čakša. Zupanc, še vedno v posesti Zupanc, prekršek nad slednjim je storil Vezjak, v zvezni vrsti Kotnik. Vezjak se je dobro umešal, Napotnik znova proti Vezjaku. Mirno Jelenko na levo stran proti Videčniku.
Prekršek Vezjaka. Moj sudja, bolj ne greš krave pas, ko pa sodi, bo bolj pametno. Nekaj težav v tem primeru ima s krči, kot vse kaže Vezjak. Videčnik Jelenko, Jelenko znova proti Kotniku, Kotnik znova do Jelenka. Enostavno pri zrečanjih res, kar se tiče faze napada, zaenkrat vse skupaj poteka prepočasi, v prepovedanem položaju, medtem Lipovec. Do tega 14. kroga je bilo pokazanih 460 rumenih in 21 oziroma 29 rdečih kartonov. Na tekmah se je zbralo 9252 gledalcev, kar je 102 v povprečju na obračun. Največ zaporednih zmag ima Bistrica, kar 6, največ zaporednih porazov pa prav današnji gostje, se pravi Zreče, in sicer 5. Šampion pa kot edini še zaenkrat v tej sezoni ni vknjižil neodločenega rezultata. Jelenko na levo stran proti Videčniku, Videčniku prostor, kjer je Brdnik, še vedno Brdnik, Jelenko. Out bo pripadel Zrečam. Prekršek Napotnika v tem primeru, nespameten prekršek tega nogometaša. Prosti strel za Zreče v zelo, zelo nevarni coni, bi lahko rekli. Ta prekršek lahko vidimo še enkrat, zares nespametno je odreagiral v tej situaciji Napotnik. Izvajalec prostega strela za Zreče pa številko 33 Kalšek. Kalšek, strel Kalšeka brez nevarnosti za Vovka. Nekoliko preoptimističen poizkus v tem primeru Kalšeka. Rauter nekoliko na pamet v tem primeru. Hitro so znova domači zapravili žogo, izvajalec avta za Zreče Kalšek. Kalšek proti Zupancu. A tudi v taboru gostov niso uspeli dobro odreagirati oziroma dobro odigrati v tej situaciji. Največ rumenih kartonov je do tega 14. kroga pri Dravinji prijel Tadej Gaber 4. Po 3 so na svoj račun pisali Blaž Brglez, Žan Napotnik, Blaž Kolar in Nik Rauter. Po 2 Denis Vezjak, Jernej Čerenak, Aleksandar Radič in Žan Ramšak. Skupno so pri Dravinji prijeli 29 rumenih in 2 rdeča kartona. Leta sta dobila Ramšak in Kolar. Na drugi strani pri Zrečah pa, kar se tiče rumenih kartonov, na prvem mestu Matic Podgrajšek s 5, prav tako Jakob Jelenko, ki je prejel 5. Po 4 oziroma 4 je prejel Žiga Kalšek, po 3 Tilen Završnik, Blaž Videčnik, Alen Jančič, Gregor Kotnik, po 2 pa Matej Vinkovič in Žiga Lipovec. Skupno pa so prejeli 35 rumenih in 1 rdeč karton, le tega je dobil Podgrajšek. Rumen karton je v taboru domačih za prejšnji prekršek prejel Rauter. Kalšek v bloku Vezjak, out bo pripadel Zrečam. Na hitro ga je izvedel Kalšek na mesto Rauter.
Jančič, prekršek nad Jančičem, prosti strel za gostujočo zasedbo, teče 81. minuta tega dvoboja, še vedno pa rezultati z 35. 1-0 za domače. Jelenko, najvišji v skoku, Gaber, Završnik je pritiskal na Vezjaka, ta se je dobro znašel in žogo izbil out. Out za Zreče bo izvedel Kalšek, še vedno Kalšek uspešnejši od Gosaka, na koncu pa prekršek gostujočega nogometaša, dobro se je postavil Vezjak, pametno s tem preprečil Kalšeku za kakšen nevarnejši predložek oziroma kakšno nevarnejšo kombinacijo za Zrečane. Izvajalec prostega strela za domačo Dravinjo pa bo Rauter. Podgrajšek. Kalšek, na nje pritisnil Čakš. Lepo Napotnik, prekršek Jančiča. Prosti strel bo pripadal Dravinji. Seveda domačim se v teh primerih, ko se tekma vse bolj izteka k koncu, ne bo mudilo, čeprav ga je sedaj na hitro izvedel Gosak. Žoga se je dotaknil Zupanc, out za Dravinjo. Izvajalec številko 42 Vezjak. Vezjak proti Napotniku, Napotnik in Jančič v dvoboju, uspešnejši Jančič, kljub temu je Napotnik prišel do željenega, bi lahko rekli. Tokrat izvajalec avta Čakš. Čakš proti Vezjaku, še vedno v posesti Vezjak. Vezjak je iskal Napotnika, izbija Podgrajšek. Brnik ni uspel zadržati žoge v igrišču, out znova za Dravinčane. Na koncu prekršek Napotnika, pravkar se izteka 83. minuta tega obračuna. Pri Zrečah, kljub temu, da imajo kot 25. minute igralca več na igrišču, enostavno ne uspejo odigrati ničesar konkretnega, kar se tiče faze napada. Zupanc. Napaka pri oddaji žoge proti Zupancu. Out bo izvedel Gaber. Jelenko proti Brniku. Brnik je imel težave v tem primeru, žoge enostavno ni uspel zadržati v igrišču. Še enkrat več se je takšna situacija pripetila napadalcu Zreč. Izbija Gaber. Požrtovalno Jelenko. Čerenak na mestu. Napotnik, dobro se je pred Napotnika postavil Podgrajšek. Težave Gosaka v tem primeru, vse skupaj so dobro razrešili v taboru domačega moštva. Napotnik še vedno v posesti, Napotnik proti Čakšu. Out za Zreče, teče 85. minuta, zadnjih 5 minut tega obračuna je pred nami, izvedel ga je Kalšek proti Jančiču. Jelenko lepo proti Lipovcu, ta vrača Zupancu. Žoga znova nazaj proti Jančiču. Podgrajšek znova Jančiču. Enostavno brez ideje so gostje
Znova Jančič. Jančič s podajo v kazenski prostor, pravočasno izvrat Vovko. Dobro je bil postavljen Jančič, do žoge Kalšek. Mirno Gosak Radiću, ta znova spodajal napad proti Čakšu, Kalšek, Kotnik, Jančič proti Jelenku. Podgrajšek znova Jančiču. Kalšek v prostor proti Zupancu. Še vedno Zupanc v posesti, Kotnik. Zupanc znova vrača Kotniku, še vedno Kotnik, pa vse nazaj znova proti Jančiču. Jančič je v tem primeru dobro našel Zupanca. Jelenko v prostor, dovolj spreten v tem primeru Završnik, Videčnik, Jelenko brez nevarnosti za Vovka, ostaja 1-0 za Dravinjo. Podgrajšek je iskal Kalška brez prekrška nad tem nogometašem out za Dravinjo, teče pa že 88. minuta. V drugem polčasu ob robu igrišča pripravljajo prvo zamenjavo pri Dravinji. Čakš, še vedno Čakš. Radić zgolj izbijanjem gola od zavratarja Purga in vendarle bo prišlo do zamenjave v taboru domačih. Iz igre odhaja številko 10 Čakš, v igro pa prvo menjavo domači ekipi, iz igre igralec številko 10 Žiga Čakš. V igro pa prihaja številko 27 Jure Svenšek. Bo zaigral igralec številko 27 Jure Svenšek. Še vedno čakamo, da Purg nadaljuje s tem dvobojem, tudi zamenjava v taboru gostov. Iz igre je odšel Jančič, v igro pa prihaja oziroma je vstopil Zupanc. Med tem prekršek Lipovca, preoster je bil nad Radićem, nespametna reakcija napadalca Zreč. Še enkrat več smo lahko videli ta preoster štart strani Lipovca, ki ni uspel oziroma preveč željan žoge v tem primeru, bi lahko rekli. Svenšek kot že rečeno, pred nekaj minutami oziroma pred kakšno minuto je prišlo do še ene zamenjave v taboru Zreč. Iz igre je odšel številko 5 Jančič, v igro pa je prišel številko 19 Dejan Milutin.
Še ena zamenjava med tem v taboru domačih, iz igre odhaja številko 14 Blaž Kolar, v igro pa bo vstopil številko 19 Blaž Rožmarič. Brnik, še vedno pri žogi Brnik in Ravter v tem dvoboju. Zupanc v prostor, kjer ima na desni strani veliko prostora Završnik. Poizkus predložka pred vrata, izbija Gosak, out bo pripadel Zrečam. Izvajalec avta številko 6 Jelenko. Jelenko je iskal Vipavca, še vedno Jelenko. Jelenko v bloku Svenšek, zbija Gosak. Out na koncu za domačo Dravinjo, dobro je odreagiral Rožmarič v tem primeru. Iz avta bo žogo v igro poslal Ravter. Lepovec proti Podgrajšku, Podgrajšek na levo stran, Videčnik. Završnik s predložkom Čerenak najvišji, zbija Radič. Kalšek, Zupanc v bloku Gosak, Jelenko. Svenšek, prekršek Jelenka, preoster nad Svenškom. Prosti strel za domače moštvo, teče že 93. minuta dvoboja. Prosti strel je na hitro izvedel Čerenak in glavni sodnik je med tem odpiskal konec tekme 14. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačo Dravinjo, ki je prišla do 3 točk in 24 točke v tej sezoni. Z 1-0 so zmagali domači nogometaši, strelec zadetka pa v 35. minuti Blaž Kolar in tako bi lahko rekli, da povsem zaslužena zmaga glede na prikazano na današnji tekmi. Sicer v drugem delu tako eni kot drugi niso imeli kakšnih večjih priložnosti, a Dravinčani so kljub igralcu manj mirno, brez težav zadržali prednost in prišli do, kot že rečeno, vseh 3 točk na tem lokalnem spopadu. Napotnik je lepo spodajal na desno stran, našel Kolarja, ta pa z mirnim zaključkom premagal vratarja Purga in tako svojemu moštvu, kot že rečeno, Dravinji prinesel vse 3 točke. Z moje strani je bilo to za jesenski del prvenstva v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.